Uprizoritev in stoletje bo zardelo. Primer Kozbek temelji na monografiji Andreja Inkreta in zamejuje obdobje življenja in dela Edvarda Kozbeka v letih med 1928 in 1952. Primer Kozbek je ime za dokaj nenavadno in kompleksno biografijo. Lahko je tudi socialistični egzempel melodramatske zgodbe o aktivnem in zvestem intelektualcu, ki je soutemeljitelj izjemnega gibanja, ki je hkrati odporniško in državotvorno in ki ga v anticipaciji novo nastalih oblastnih družbenih okoliščin njegovi sotovariši naredijo za svojega idejnega, nazorskega in etičnega nasprotnika. Zgodba se torej zaplete, ko Kozbek, nosilec nominalno visokih državnih funkcij, minister v jugoslovanski vladi, podpredsednik prezidija Ljudske skupščine Republike Slovenije, podpredsednik izvršnega odbora Osvobodilne fronte, nastopi kot umetnik, kot avtor in skozi agenturo in stališča izražena v umetnosti evaluira etične dileme, ki jih na sebi sproža herojsko vojno obdobje. Skratka, vprašanja, ki jih sprožajo vojni obračuni, vključno z likvidacijami. Vprašanja so nazorska, etična, religiozna in, kot se na koncu izkaže, predvsem politična. Kozbeka zaradi masovnih politično dirigiranih odmevov na objavo knjige novel Strah in pogum, predsednik prezidija, dotedaj Kozbekov temeljni literarni prijatelj Josip Vidmar, povabi na razgovor, kjer mu po naročilu tovarišev, zlasti komunistov, predlaga ultimativno odložitev obeh državniških političnih funkcij. Kozbek to stori, a ker ne podpiše izjave o lojalnosti oblastem, zgubi vse iz dotedanjega dela pridobljene pravice in je na hitro upokojen pri 48 letih ter dobi anatemo na objavljanje česarkoli za dobo 10 let, kar je prepoznano z njegovim imenom in priimkom. A on ostane dosledno zvest tovarišiji. Pravi, do konca bom zvest, čeprav nikoli ne bom do konca doumel svoje zvestobe. Edvard Kozbek, torej dokončno in ultimativno zvest partizanskemu gibanju, zvest konstitutivni ideji Osvobodilne fronte, njenim vzgibom in postulatom, kot globoko veren intelektualec pa morda večji nasprotnik klerikalizma od komunistov, a na koncu prav od njih stigmatiziran, da je v bistvu klerikalec. V konceptu uprizoritve so njegova temeljna nazorska stališča, drže in gestusi nedvoumno manifestirani skozi antagonizme spopadov, ki jih je bil. Proti frankistom in cerkvi v španski državljanski vojni, proti slovenski kolaboraciji z nacizmom in fašizmom v drugi svetovni vojni, proti Beli gardi, za justifikacijo v posebnih okoliščinah, z globokimi pridržki, za komuniste, ki edini lahko organizirano vodijo vojno, a proti vsem mutacijam, deliktom, represalijam, ki so jih izvajali in ki so v predstavi tudi navajani.